Q5 je globalno najbolje prodajani audio model. In seveda to ni prav nobeno presenečenje, tako tudi pri drugih znamkah, jer razlogi so povsem jasni. To je seveda dovolj velik avtomobil, da je primeren tudi za družinsko rabo, pa hkrati ni prevelik za v mesto. Je tudi terensko mogočen, da boste z njim lahko pustili vtis, in tudi v resnici je v njem kar precej terenca, torej se boste v prostočasnih dejavnostih zlahka vozili po hribih in pa po takšnih makadamih, hkrati pa avtomobil ni terensko grob, ostaja udoben in pa tih avtomobil. Je seveda tudi tipično audijevsko dinamičen, športen avtomobil, ampak a se je s to prenovo, zadnjo prenovo sploh kaj spremenilo v tem pogledu? Ne, ni se. Ima pa seveda kar precej nove tehnike, operimo avto, pa jo poglejmo. Poglejmo torej fotografijo modela Q5 iz leta 2017. No in če vam te fotografije ne bi pokazal, potem verjetno ne bi niti pogruntali, da gre za novi model. Ste opazili razlike? No, naj vam skrajšam muke. Tole rešeto je pri novem modelu širše. Tukaj so to rešeto razširili, da seveda avtomobil deluje zdaj bolj široko, bolj dinamično. No, na zadku vam moram takšno fotografijo pustiti dalj časa, da boste lahko opazili razlike, namreč poglejte, praktično vse je točno tako kot pri prejšnjem modelu pred predhodnikom. Ampak tu je nova tehnika, OLED tehnika, digitalna tehnologija, ampak ne v primeru tega testnega avtomobila. Poglejmo model, ki takšne luči ima. Imate prav, objektivno gledano so že te zadnje luči povsem dovolj lepe. Verjetno ne bo prav veliko ljudi, ki bo nadomestilo te 3 svetlobne elemente s 3 drugačnimi v OLED digitalni tehniki. Ampak prednosti tistih luči sploh niso samo v izgledu. Gre za tehnično korist, ki vam bo prav prišla na cesti. Poglejmo, zakaj gre. Zaradi teh 3 lučk pa seveda res ne bi bilo vredno doplačati dobrih 1000 evrov doplačila, kolikor so te luči dražje od tistih osnovnih, ki so že same po sebi kar precej všečne. Ampak te 3 lučke imajo v sebi več milijonov mikrozrcalc. Vsa ta mikrozrcalca niso vgradili zaradi lepšega videza, ampak zaradi varnostne funkcije. Poglejmo, zakaj gre. Ko torej senzorji zaznajo, da se je voznik za nami preveč približal zadku našega Audija, takrat te digitalne projekcijske luči močno zasvetijo. In čeprav že vidite, kako bo s temi lučmi avto kar sam obračunal z agresivnimi vozniki za nami, pa je treba poznati omejitve novega sistema. Za zdaj te digitalne OLED luči svojo varnostno funkcijo opravijo samo pri stoječem avtomobilu in v primerih, ko se vozilo zadaj temu avtu približa na razdaljo manj kot 2 metra. Ampak prednji avto je zadnjemu podal neko informacijo in temu pravimo danes komunikacija med vozili. In saj veste, da je to šele začetek veliko večje zgodbe. No, digitalnih prednjih luči, digitalnih žarometov pri Audiju Q5 ne morete dobiti. Pri Audiju namreč digitalne matrične luči ponujajo samo za lastnike A8. Ampak zakaj gre točno? Ne spomnimo. Gre za to, da imajo digitalne matrične luči več kot milijon mikrozrcalc noter in zato lahko na cesto projicirajo svetlobo poljubno. Točno tako, kot si zamislijo računalniki v avtomobilu. Ampak že tukaj imamo HD, visoko ločljivostno matrično tehnologijo. Tehnologijo, ki nam omogoča, da po cesti svetimo ves čas z dolgo lučjo in avtomobil bo poskrbel za to, da mi nasproti vozečih voznikov ne bomo zaslepili. In v tem primeru te HD matrične luči delujejo izvrstno. Toplo priporočamo, doplačajte dobrih 1000 evrov zanje.
Kar se prostornosti v kabini tiče, je tukaj bolj ali manj vse enako kot v modelu iz leta 2017. Se pravi, imamo enako prostoren prtljažni prostor, enako prostorno zadnjo klop, na kateri se udobno peljete 2 potnika, 3 je bistveno manj, no spredaj pa se sedi izvrstno. So pa prilike tukaj spredaj za izboljšave. Najprej pohvalimo, da je tukaj še vedno zelo veliko tistih klasičnih otipljivih tipk. Zelo hitro se znajdeš kaj je kaj in tudi med vožnjo zelo hitro najdeš, kar želiš. No, bistvene spremembe pa so v zaslonu na dotik. Audi se je zaslonom na dotik dolgo časa upiral in zato smo pri prejšnjem modelu Q5 imeli tukaj spredaj tako drsno ploščico, ki je seveda bila povsem v redu, ampak v dobi touchscreenov je nekako postala nepotrebna in zakomplicirana in še ena naprava, na katero se je treba navaditi. Te drsne ploščice zdaj seveda nimamo več, imamo pa 2 predalčka, s katerimi pa ne vemo lih točno, kaj bi si z njimi pomagali. Seveda sta dovolj velika, mogoče za denarnico ali pa za ključ, ampak se veste, kako je s temi premijskimi avtomobili. Ključa v resnici ne potrebujemo več. Imamo ga v torbico, saj z avtomobilom rokujemo, odklepamo in zaklepamo ga povsem prostoročno. Tako da tudi ključa ne bomo iz torbice jemali, da bi ga pospravljali v ta predalček. Ampak saj razumemo, zakaj je tako. Če bi želeli ta del oblikovati drugače, bi to pomenilo bistveno več proizvodnih stroškov, kar pa v tem primeru ni bilo smiselno. In ko smo že pri ključu, doplačate nekaj 100 evrov za to, da boste lahko na ključ dobesedno pozabili in svoj avtomobil odklepali kar s telefonom. In na seznamu doplačil ne spreglejte tudi zvočnega sistema Bang & Olufsen. Namreč, če vam je glasba ljuba, potem boste v tem avtomobilu pogrešili base. Glasba se kar nekako izgubi v tem zvočnem sistemu, pa čeprav imamo v zadku nizkotonski zvočnik. A vrnimo se še enkrat k telefonom in pa odlagališčem. No, tukaj imamo tako imenovani phone box. Prostorček, ki naš telefon med vožnjo brezžično polni. Brezžično pa delujeta tudi sistema CarPlay in pa Android Auto in brezžično lahko za avtomobil tudi upravljamo. Seveda z glasom. Dolg pisk na to tipko sproži pogovor s Appleovo Siri, kratek pisk pa na pomoč pokliče Audiovo tajnico. Računam, da ste si pogovor z Audiovim glavnim inženirjem za to področje že pogledali. Sicer vas vabimo, da to tematiko res podrobno preučite. Namreč res gre za bolj varen način upravljanja avtomobila in ga toplo priporočamo. Kar se kabine tiče, morda še ta podrobnost. Od tega Audija se vstopa manj udobno, kot pa na primer v Volkswagenovega Tiguana. Ta avtomobil je v tem pogledu kar pravi veliki terenec. Svoje pa dodaja tudi te športni sedeži s to zelo izdatno bočno oporo, ki seveda pride prav pri dinamični vožnji. Ampak, ko govorimo o praktičnosti, je morda Volkswagen Tiguan boljša izbira. Ampak poanta tega avta je drugje. V občutkih, ki se zdramijo takrat, ko pritisnemo na tale gumb in pretaknemo v D. Lahko ga peljete počasi po mestu, pa boste razumeli. Lahko si privoščite tudi visokohitrostno avtocestno vožnjo, pa vam bo tako jasno. Predvsem pa ga poženite po ovinkih in preizkusite njegove asistenčne sisteme, med drugim tudi prediktivno vožnjo. Kaj je tisto, kar v resnici odtehta značko premium? No, to vam bo jasno šele skozi kilometre, skozi različno vožene kilometre. Nikakor ne bo dovolj, da boste se v avtomobilu sedli v prodajnem salonu, tudi ne bo dovolj kratka testna vožnja po okolici prodajnega salona. No, novi je tudi tale dizelski motor.
nikakor ni grob, nobenih treslajev ni, tistih dizelskih klasičnih. Ves čas deluje zelo umirjeno in pri hitrostih po 20 km/h se redno ugaša in pa prižiga in to počne izredno mirno, brez treslajev. Seveda, gre za blagi hibrid. Zanimivo pri vsem tem pa je, da so to mirno prižiganje in ugašanje motorja dosegli kljub samo 12-voltni tehnologiji, ne 48-voltni tehnologiji, kot jo imajo večinoma drugi takšni blagi hibridi. No, izpuste pa čistita dva sečninska katalizatorja. Seveda govorimo o znani tehnologiji Twin Dosing in seveda to pomeni, da bo šlo AdBlueja malce več kot pa ponavadi. Q5 je danes sicer še lahko globalno najbolje prodajani model, ampak počasi bo postal dinozaver in model, ki mu bo skušal odvzeti to prvo mesto, je že pokazal svoje kremplje. Gre za električni model Q4 e-tron. Želite preveriti, če vam že ustreza? No, tukaj je tisti klik, ki ga iščete. Če pa ste naročeni na naš kanal, ste ga tako ali tako že videli, če pa ne, vas ob tej priložnosti vabimo, da se nam pridružite. Se veste, gumb naroči in pa zvonček poleg njega. Ostanimo na zvezi.